nebesih dom pripravljen je za nas. Sveti mir, ljubezni jagnje dan, svetlobi Božji božarjev obraz, nebeški Jeruzalem. Karel Wojtyła je v mladih letih navdušen gledališki igralec. Odigral je kar nekaj glavnih vlog, režiral in tudi pisal dramska dela. Po študiju književnosti in filozofije se je nameraval posvetiti gledališču. Ob smrti očeta je spoznal, da ima gospodar življenja drugačen načrt z njim in se je odločil za duhovništvo. Tudi nas je navdušil za gledališče in pripravili smo igro z naslovom Desetka Karla Wojtyła. Ne bo to bolj molitev, priprošnja k temu velikemu svetniku. Začeli bomo z znamenjem križa in Gospodovo molitvijo, nato pa odigrali 10 epizod iz Karlovega življenja. Vsaka epizoda se začne z Avo Marijo. Naprej moli igralec, kot govoril smo povabili vsi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Pozdravljeni, sem Karel Wojtyła, kličejo pa me tudi Lolek. Star sem že 9 let in živim v Vadovicah na Poljskem. Imam najlepšo mamo na svetu in najmočnejšega očeta. Moja sestrica je bila stara 6 let, ko je umrla. Takrat se jaz še rodil nisem. In starejši brat Edmund je star že 23 let. Končuje študij medicine, postal bo zdravnik in mogoče bo lahko pozdravil tudi mojo hudo bolno mati. Lolek, odhajam. Kam, mama? Nikamor ne moraš, saj si bolna. Odhajam v očetovo hišo. Od sedaj naprej bo tvoja mati Marija. Priporočaj se ji, rad jo imej in se ji popolnoma izroči. Totus tus, ves tvoj. Glej, to je zate.
Nočem tega, hočem tebe. Ne tako, Lolek. Kadar moliš rožni venec, si z jagodo za jagodo gradiš obrambni zid okrog svojega srca. Nihče ti ne more škodovati in na varnem si v Marijinem naročju. Taka je Božja volja, ne bodi žalosten, pusti me oditi. Prav, mama. Marija, zdaj si ti moja mati in jaz sem tvoj otrok. Totus tus, taka je Božja volja. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Kje je Lolek? Moj najboljši prijatelj je. Moram mu povedati, da bo v prihodnje leto sošolca. Gotovo je pri maši, grem kar v cerkev. Kaj sin judovskega starešine počne v naši cerkvi? Si me dolgo čakal? Ne, saj je lepo v vaši cerkvi. Samo ta gospa se je pritoževala, ker sem jud mislil, da ne sodim v to cerkev. Zakaj? Ali nismo vsi Božji otroci? Hotel sem ti povedati, da bo v prihodnje leto sošolca. Čudovito, ali ni Gospod dober? No, zdaj gremo pa žogo brcati. Katoličanov je več kot nas Judov. Boš pri nas v golu za vratarja? Seveda, vi pa, jaz bom pri njih branil. Favor, prosti stres za katoličane! Hvala Marija za te prijatelje, za zdrave noge in za žogo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Pozdravljeni, jaz sem Edmund, Karlov brat. Še vedno me kličejo Mundi, čeprav sem že končal medicino. Danes je prečudovit dan. Dobil sem delo v bolnici. Ste kje videli našega Loleka? Morava proslaviti. Lolek, Lolek. Tukaj sem, Mundi. Nahrbtnik imaš, gremo v Tatre? Seveda, hitro se obleci. Malice imajo že pripravljeno in presenečenje tudi. To, moj najljubši brat me bo peljal v gore. Oče, z Mundijem grem. Oče, z Mundijem grem. Oče, z Mundijem grem. Oče, z Mundijem grem. Sem že, greva. Kaj ne? Na, piškot. Moj najljubši piškoti. Za najljubšega bratca. Presenečenje? Jutri nastopim službo v bolnici. Odslej bom lahko vsak dan v ubogih gledal Jezusa, jim stregel in mlajšal bolečine, jih tolažil, zdravil. Kako sem ponosen na te. Greva zdaj, oblaki se zbirajo, dež bo. V bolnici razsaja škrlatinka in tako slabo se počutim. Bojim se, da nisem nalezel. Morda sem samo preutrujen. Mundi, ne zapusti naju z očetom. Lolek, od zdaj bojo tvoji brati in sestri vsi dečki in deklice na svetu. Naj se zgodi Božja volja. Naj se zgodi Božja volja. Zdrava Marija, milost polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljena si sad tvojega telesa, Jezus. Oče, odšel si v očetovo hišo, zgodi se tvoja volja, to si vedno ponavljal. Rešil si trpljenja, jaz pa sem izgubil vso svojo družino. Zdaj se popolnoma prepuščam njemu, saj je to njegova volja. Totus, tus, zgodi se, totus, tus. Odločil sem se, postal bom duhovnik in oznanjal njegovo slavo širnemu svetu.
Karol Wojtyła je bil posvečen v Mašnika 1. novembra leta 1946. Duhovniško posvečenje je bil zanj središčni dogodek njegovega življenja. Zame ni nič bolj pomembnega in mi ne prinaša večjega veselja, kot vsak dan maševati in služiti Božjemu ljudstvu v cerkvi. Marija, hvala, da smem biti tvoj otrok in duhovnik. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Prehitite nas. Tekmujmo do tistega drevesa, 3, 4, zdaj. Ah, prehitri ste zame. A pomnite, da ima pravo moč samo tisti, ki se vas opre na Boga. Zato mu bodite hvaležni. Sedaj pa se prepustimo lepoti narave. Strica, spet se je zatopil v svoji misli. Gotovo moli. Zadnjič sem ga videla, kako je prišel iz cerkve na vse zgodaj zjutraj. Mislim, da se je celo noč pogovarjal z Bogom. Še vedno se zelo rad potepa z nami, je zelo odprt do ljudi. A letos smo naredili manj izletov. Stric, ali bomo tudi letos šli v hribe? Letos ne vem, veliko obveznosti imam. Poskrbeti je treba za uboge otroke in razmišljal sem, da bi naredili tudi dom za dekleta, matere, pozno je že v bregu. Karol Wojtyla. To sem jaz. Takoj se zglasite v Krakow na škofiji. V redu, v slavom grem do bližjega mesta. Papež vas želi imenovati za pomožnega škofa. Kaj? Premlad sem, imam šele 38 let. Te slabosti se boste hitro znebili. Ne upirajte se voli svetega očeta. To stus, sprejmem. Ne preostane mi drugega. Zdaj pa vas samo prosim, da bi se vrnil k mladim. Jutri je nedelja in ostali bi brez svete maše. Naj bo, le da se vrnete do posvečenja. Marija, prosimo te za našega strica Karla. Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. En mesec po izvolitvi je umrl papež Janez Pavel I. Kardinala Karla Wojtylo so spet poklicali na konklave v Rim. Med enim in drugim zasedanjem je Karol odšel na izlet v naravo. Konklave se začnejo že ob 3. Upam, da ne zamudim.
Predolgo sem se zadržal na izletu in še avto se mi je pokvaril. Moram zaupati v Gospoda. O, tovornjak, ste na poti v Rim? Seveda, kar sedite zadaj. Hvala. Hvala in srečno pot še naprej. Se opravičujem, gospod kardinal, malo zamujam. Globoko spoštovani Vojtiva, ali mislite, da je to najboljši način prihoda? Oprostite. Oprostite. Pomembnejšim se mi zdi, kako bom odšel. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Marija, ti vodi cerkev po Jezusu Kristusu, našem Gospodu, totus tus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Danes je 13. maj, praznik Fatimske Matere Božje in papež ima audienco na trgu svetega Petra. Pojdimo ga poslušati in mu izkazati spoštovanje. Ima pa veliko nasprotnikov, ker govori Jezusov nauk. To je resnica. Vaša svetost, kam vas je strelim? Treba, boli. Hitro, rešilca, potrebna je nujna operacija. Si slišala? Papež je bil v bolnici že meri 2 meseca. Prestal je 2 težke operacije in premagal virusno okužbo. Pravijo, da mu je Fatimska Marija rešila življenje. Ja, in že 4. dan po atentatu je javno sporočil: prosim za svojega brata, ki me je prizadel in ki mu iskreno odpuščam. Res je svetnik. V časopisu sem brala, da je naslednje leto obiskal atentatorja v zaporniški celici. Ime mu je bilo Aliakca. Takole je bilo. Zakaj niste mrtvi? Dragi brat, odpuščam vam. Vem, da sem bil dovolj blizu vas in da sem miru zelo natančno.
Krogla je bila uničujoča in smrtonosna. Zakaj torej niste mrtvi? Mrtev nisem, ker me je rešila Marija, da bi lahko molil za vas, saj ste moj brat. Kar sem rekel že v bolnišnici, ponavljam sedaj. Odpuščam vam. Zakaj ste prišli? Da se spraviva in se bova lahko pred Bogom pokazala kot brata. Ampak jaz ne verujem Boga. Morda res, ampak Bog verjame v vas. Lahko naredite korak naprej. Nato sta se tiho pogovarjala še 1 uro. Papež je do konca življenja občutil posledice napada, a je bil trdno prepričan, da se je to zgodilo po Božji volji. Prepričan je bil, da trpljenje dela njegov pontifikat rodoviten. Dan napada je imel za svoje drugo rojstvo. Marija, to trpljenje darujem tebi za vse grešnike. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Jadra razpinjajo se in pogled na obzorje je sivo pripil. Luč nenavadna na nebu komet, kdo nas vodil tja v daljni Bosni. Poglej, koliko ljudi je danes prišlo Postojno. Ta papež je neverjeten, kar naprej potuje. Obiskal je že več kot 100 držav, tudi tiste, v katerih je bilo zanj nevarno. Nekoč so odgovorni za varnost odločili, da mora papež na obisku v neko državo nositi neprebojni jopič. A papež jim je odgovoril, če hoče kdo iz spremstva nositi neprebojni jopič, ne bo odšel z mano na obisk. V Božjih rokah smo in on nas bo varoval. Zelo sem vesela, da se je odločil priti tudi v Slovenijo. Danes, 18. maja, ima tudi rojstni dan. Pojdimo hitro, da bomo čim bližje papežu na prizorišču. Poglejte, že prihaja. Pensavo sempre che siete sloveni. Vedno sem mislil, da ste Slovenci. Da. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi papež, vse najboljše zate. Papež ima vas rad. Marija, prosim te za Slovenijo, za vse mlade, tvoji otroci so. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
veste, da papež Janez Pavel II pozna tudi nas kanjedolce? Kaj res, kako to misliš? Ali bi kdaj tu? Ne, ampak nam je dal blagoslov in s tem pokazal, da se veseli našega dela, vseh mladih, otrok in naših družin. Želi, da bi Gospod delal velike stvari v naših dušah in da bi vsi postali svetniki. Povej, kako je bilo, povej, daj. Avgusta leta 2001 so šli animatorji na romanje v Natuna, kjer je živela Marija Goreti. Med potjo so se ustavili v Rimu, da bi molili na grobovih apostolov. Pri splošni avdienci pa jim je papež podelil apostolski blagoslov. Želite poslušati posnetek? Saluto ai pellegrini sloveni. Prisrčno pozdravljam animatorje mladine iz Kanjega Dola v Sloveniji. Romanje na grobove apostolov in mučencev v Rimu naj utrdi vašo kršćansko pokličanost in poživi vaše prizadevno delo za mlade, ki ga opravljate pod vodstvom šolskih sester Kristusa Kralja. Vam i vašim dragim moj posebni apostolski blagoslov. Ampak tebe ni bilo zraven, zato zate blagoslov ne velja. Seveda velja, zame, zate in za vse, ki smo bili kdaj tukaj in bodo še prišli. Za Karla Vojtivo smo otroci in mladi upanje. Želi, da ponesemo Jezusa evangelij v svoje družine, med sošolce, na ulice, pač posod, kamorkoli pridemo. Ta nam pa zaupa. Seveda, če imaš nekoga rad, mu zaupaš in pustiš, da veliko naredi. Prosimo Marijo, da bi imeli še mi toliko blagoslova, ljubezni.
Vaša svetost, predlagam, da zmanjšamo vaše obveznosti za veliki teden. Dokler sem živ in mi Gospod daj moči, ne bom izpustil nobene maše za veliki teden in veliko noč. Vaša svetost, nikar se ne prezajte do skrajnosti. Jezus ni stopil z križa, zakaj bi moral stopiti jaz? Papež leta 2005 ni mogel predsedovati nobenemu obredu velike noči. Znana je slika, kako objema križ med obredom velikega petka. Na velikonočno nedeljo v pozdravu Urbi et Urbi ni mogel izgovoriti niti besede. Z roko je le zarisal znamenje križa preko ljudstva, nato pa globoko užaloščen odšel od okna. V srcu pa se je podredil Božji volji. Zgodi se tvoja volja, totus tus. Pustite me oditi v očetovo hišo. Stanje se mu je le še poslabšalo. 1. aprila, 5 dni potem, je bila ob njegovi postelji Maša. S težavo mu je uspelo izgovoriti posvetilne besede. Naslednji dan, 2. aprila na predvečer nedelje Božjega usmiljenja, je po sveti Maši zvečer ob 20. rahlo nagnil svojo glavo proti desni, izdihnil in njegov obraz je dobil veder izraz. Po trgu svetega Petra se je tako razširila vest o njegovem odhodu v Kočetu. Prosiva očeta za vse, ki se nama priporočajo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri. Amen. Gospa moja, o mati moja, tebi se sodaruje, da se ti v danu izkaže, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce, sebe, vse. Ker sem torej tvoja, o dobra mati, varna in branjena, kakor svojo last in posest. Maria.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Blažen Janez Pavel II. Prosi za nas.